Danes bomo pobliže spoznali 8 finalistov in njihovih inovacij, ter kot običajno razglasili 3 zmagovalce. Veste, težko bo, kajti v slovenskem prostoru imamo zares odlične ideje. To lahko potrdi tudi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik, ki ga na tem mestu vabim z besedo. Lepo prosim. Lep dober dan, spoštovani nagrajenci, čeprav še ne vemo, kateri bodo. Mentori, kolegice in seveda vsi gosti, ki ste se udeležili te prireditve. V kontekstu vseh mogočih dogajanj v tem letu in teh tednih moram najprej reči naslednje, da se uspešnost univerze ne meri po raznih dodatkih, honorarjih in podobnih zadevah. Uspešnost univerze se meri predvsem po tem, koliko znanja, novega znanja je zmožna ustvariti. Kadar to znanje ustvarjajo mladi, ima to še posebno vrednost. Dokazuje, da univerza razvija ustvarjalni potencial svojih študentov in diplomantov v pravi smeri. Dokazuje, da mentori upravljajo svoje delo tako, kot je treba. To pa je tudi najboljši obet za razvoj družbe in najboljša potrditev, da univerza kakovostno izvršuje svoje temeljno poslanstvo. S povedanim ne želim sporočiti, da so pri ustvarjanju novega znanja dovoljena vsa sredstva. Ne. Ravnanje v skladu z zakoni in etičnimi normami je pomembno, seveda tudi in še posebej v znanstveni sferi. Vendar pa za izpolnjevanje poslanstva univerze to ni zadosti. Je le neke vrste higienik, če se sposodim Herzbergov koncept, kajti zaradi spoštovanja norm smo pogosto grajeni. Če jih spoštujemo, pa seveda ne moremo pričakovati zaradi tega prav nobene posebne pohvale. Pohvale lahko pričakujemo ob izpolnjevanju našega temeljnega poslanstva, to je ustvarjanje znanja, prenosa znanja na študente in diplomante in prenosa znanja na druge uporabnike v našem okolju. Vsakoletne nagrade za inovacije, ki jih podeljujemo na univerzi, so najboljši dokaz izpolnjevanja naših temeljnih nalog. So dokaz ustvarjalnosti univerze in posebej ustvarjalnosti študentov. Zato se jih vedno znova razveselimo. Vsako leto je veliko prijavljenih in veliko dobrih, najboljših tudi izbranih in nagrajenih. Zato mi dovolite, da se vsem, ki sodelujete pri tem programu, zahvalim za to, da ste tudi letošnji program pripravili. Posebej bi se rad zahvalil Ljubljanskemu univerzitetnemu inkubatorju in njegovi direktorici, sodelavci in ravno tako naši prorektorici, ki je aktivno s svojimi sodelavci sodelovala pri tem. Še naprej čestitam vsem prejemnikom nagrad, vsem zmagovalcem, pa seveda tudi vsem finalistom in vsem tistim, ki ste imeli pogum prijaviti se in preizkusiti svoje ideje tudi na tak način. Bomo videli, katere bodo nagrajene. Hvala lepa. Hvala lepa. Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva na Univerzi v Ljubljani so ustvarjene na vseh področjih. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvu in seveda širšo družbo. O prenosu znanja in storitev ter pomenu rektorjeve nagrade za inovacijo znotraj tega procesa bo spregovorila naša prorektorica, profesorica doktorica Tanja Mihalič. Prosim. Spoštovani gostje, spoštovani kandidati, spoštovani finalisti, rektorjeve nagrade za inovacijo Univerze v Ljubljani. S pozicijo prorektorice za prenos znanja je zelo lep pogled danes na ta svečani dogodek o inovativnosti na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani za uresničevanjem svojega poslanstva, svojega pedagoškega in raziskovalnega dela občutno in odgovorno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v ekonomskem, družbenem in kulturnem prostoru
v Sloveniji in tudi širše, v Evropski uniji in tudi v svetu. Tudi zato smo se strateško usmerili, da se koncentriramo na prenos znanja in na povezovanje med prakso in univerzo. Na tem področju imamo predvsem dva strateška inštrumenta, ki bi jih danes posebej izpostavila. Prvi inštrument je Ljubljanski univerzitetni inkubator, drugi inštrument je rektorjeva nagrada za najinovacije Univerze v Ljubljani. Ljubljanski univerzitetni inkubator je Univerza v Ljubljani ustanovila z željo pospešiti povezovanje in prenos znanja v prakso, tako doma in tudi pomagati novim podjetnikom pri prodoru v svet. Kot članica širše in ožje skupine za izbor najinovacije za rektorjevo nagrado Univerze v Ljubljani in tudi kot predsednica nadzornega sveta Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, vam lahko zagotovim, da inovativnost prodira v vse pore in da se inovativnost dogaja na vseh članicah Univerze v Ljubljani. Številne inovativne ideje, ki smo jih prejeli, so bile res izjemne. In naj vam zagotovim, da tisti prazen prostor, ki še vedno obstaja, da bi zapolnili oziroma izboljšali prenos in povezave in učinke med prakso in univerzo, da si bomo prizadevali ga še bolj izpolniti. Zaenkrat pa naj vam samo zagotovim tudi to, da bodo dosežki oziroma predlogi, inovacije in ideje, ki jih boste danes tukaj slišali, res izjemni. Hvala. Najlepša hvala tudi vam, projektorica. Da pa ne bomo govorili samo o predstavniki univerze, bom kmalu na govorniški oder povabila tudi predstavnika gospodarstva. Primož Zupan je ideja menedžer v Hartman Studiu, vodilnem podjetju na področju elektronskega bančništva in elektronskih bančnih sistemov. Povedal nam bo, kako izgleda prenos znanja zornega kota gospodarstva. Izvolite. Spoštovani rektor, spoštovana prorektorica, spoštovani mentorji, mentorice, spoštovani inovatorji, cenjeni gostje. Vesel sem, da vas lahko danes vse nagovori kot predstavnik gospodarstva. Kot ideja menedžer se že 3. leto zapored ukvarjam s razvojem idej in strateškim sodelovanjem z akademskim okoljem. Rektorjevo nagrado za inovacije vidimo v podjetju kot ključno priložnost, da se študentom in mladim raziskovalcem omogoči prostor in infrastrukturo v sodelovanju z gospodarstvom za razvoj idej. In to je prostor, v katerem ni kazni za napake. To je prostor, kjer se nagrajuje trud, ki ga vložimo v premagovanje lastnih mentalnih ovir. Vsi skupaj. Kot mentor ene od skupin uživo sem spremljal proces vaš čas in ne glede na končni izbor je zame vse 8 finalistov v resnici zmagovalcev. Zakaj? Zato, ker gre tukaj v resnici za preizkus vztrajnosti in porečnosti vere v idejo, ki jo vsak od nas razvija. In vseh 8 finalistov je v resnici že prehodilo prvi most od ideje do prototipa, na kateri so še dlje. Pri tem se moramo vprašati sledeče. Ali si res želim, oziroma ali lahko uspem pri razvoju ideje, ali obstaja kakšna možnost. In drugo, ali se tega res želimo. Če smo si na obe vprašanje odgovorili, da potem si vsi skupaj dolgujemo kot skupnost, da se vrnemo v razvoj ideje in tvegamo. In pri tem v resnici na koncu ni pomembno, ali bomo v resnici dosegli preboj na trg, ali bomo dobili tudi rektorjevo nagrado za inovacije. Tudi če nam ne uspe, je ves ta proces, ki smo ga vmes prehodili, tisti, ki nas nadgrajuje, ki ustvarja edinstveno znanje, s katerim dvigujemo našo osebno in družbeno konkurenčno prednost. In zato kot ideja menedžer v Hartmanu odkrito zagovarjam, da mora biti inoviranje sestavni predmet vsakega predmetnika na vsaki fakulteti članici. Le tako bomo lahko skupaj, tako akademski svet in podjetja, gradili konkurenčnost doma in v tujini. In vsem finalistom in udeleženim in tudi Univerzi v Ljubljani želim veliko uspeha v nadaljnjih ponovitvah in širitvah
tega čudovitega projekta. Za konec pa bi vas pospremil z mislijo s kitajskim pregovorom, ki pravi, ko zapiha veter sprememb, nekateri gradijo zidove, drugi pa mini na veter, dodal je pa še slovenski sestavek, a samo Peter prej osveti v višine. Najdemo Petra Pevca vsakega od nas. Hvala. Najlepša hvala, Primož Zupan. Ne čakaj na prihodnost, ustvarijo pa pravijo na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju, s katerim, kot že rečeno, 6. leto zapored organiziramo rektorjevo nagrado za najinovacijo. O boljši prihodnosti imajo naši finalisti zelo jasno predstavo, zato je bilo najboljše med najboljšimi zares težko izbrati. Kako je potekal izbor in o čem je odločila komisija, pa nam bo povedala dr. Lidija Konzak, direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Univerze v Ljubljani. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Ja, najboljše med najboljšimi zares težko izbrati. Pravzaprav sploh ne vem, če bi to tako imenovala. Mogoče inspiracija iz prejšnjega govora, res vsi tekmovalci, čestitke, iskrene čestitke. 22 ekip se je prijavilo na tekmovanje in 76 tekmovalcev. Prihajajo večinoma iz fakultete za elektrotehniko, ekonomske fakultete, kar smo pravzaprav že kar nekako navajeni, kar pa preseneča v letošnjem letu je pa fakulteta za farmacijo, tako da čestitamo, da se je tudi fakulteta za farmacijo nekako prebudila v tem inovativnem duhu. V februarju smo potem pilili smo kratke, učinkovite predstavitve, nekako smo poslovne modele smo pilili in razmišljali o intelektualni lastnini. Tako da so nekako se potem zelo pripravljene ideje predstavile pred tričlansko komisijo najprej. In pred to tričlansko komisijo so morali prepričati 8 idej, je prepričano in prišlo v finale. Teh 8 finalnih idej oziroma inovacij se je potem predstavljalo pred širšo komisijo, več kot 30 naših mentorjev iz gospodarstva, tudi drugih, ki se jim sedaj tudi še enkrat zelo lepo zahvaljujem, da ste bili z nami in pomagali izbrati prve 3. Kar se mi zdi zelo zanimivo je, da med tekmovalci je sedaj že kar 30% raziskovalcev in profesorjev. To je zelo spodbudna številka, predvsem zato, ker raziskovalci in profesorji so tista konstantna vez med gospodarstvom, ki bojo peljali, se pravi med univerzo in gospodarstvom, ki bojo peljali to povezovanje naprej. Smo pa rektorjevo nagrado prvič organizirali leta 2010. Takrat je že nekako vsako leto en takle dogodek, več ali manj podoben. Na tem so se zvrstili 461 tekmovalcev se je zvrstilo in 162 idej. Mogoče vas bo zanimalo, kaj s temi idejami potem naprej. Ja, res, nekatere potem poniknejo, nekatere z izkušnjami, ki jih pridobijo, potem drugi štartajo neke nove ideje, vendar kar okrog 20% idej pa gre potem v komercializacijo, večinoma v startup podjetja. Neke dobre zgodbe so tukaj, s katerimi se lahko pohvalimo, to je recimo podjetje Mesi. Oni so takrat prva generacija, prvo tekmovanje, 2 študenta, absolventa elektrotehnike, sta prišla z enim prototipom medicinske naprave in potem vse skupaj tako dodelala, tako izpilila, da so danes prisotni na trgih, večinoma na tujih trgih. V ekipi pa je skoraj 20 mladih, ki posel peljejo naprej. Razvili so tudi že eno novo aparaturo. En drug tip startupa je recimo izrazito raziskovalno podjetje Edit, ki sta ga štartala Neža Finžgar in njen mentor iz biotehnične fakultete. To podjetje je takrat bilo zelo taka hit, bi rekla, ker so razvili tudi močen patent, metodologijo za čiščenje tal onesnaženih s težkimi kovinami. Zmagali so tudi na Startup Slovenija, bili najboljši startup.
Potem pa je vse skupaj kar nekako se umirilo. Težko smo dobili investitorja za njih, namreč to podjetje je potrebovalo zelo močno, visoko investicijo, investitorji pa v teh začetni fazi nekako niso bili pripravljeni toliko tvegati. Tako da je šele lansko leto podjetje dobilo en močen projekt, 2-milijonski, za razvoj in za postavitev čistilne naprave, ki jo zdaj postavljajo in verjamem, da se bo zdaj zgodba zelo hitro naprej odvila. Spomnim se tudi 2 mladih študentov iz pravne fakultete, iz ekonomske fakultete, ki sta štartali z rokavičkami. To so bile posebne rokavičke, s katerimi si lahko upravljal po touch screenu na svojem mobilnem telefonu. In takrat so vsi rekli, super ideja, ampak tole bo hitro ukražen. Takrat so bili dejansko na trgu. To sta rekla, ja, verjetno res, ker smo se pogovarjali tudi o zaščiti intelektualne lastnine, sta rekla, to se ne da, niti ne želiva, bodo nam to skopirali, ampak midva bo do takrat že dovolj prodala in potem štartala še z nečem drugim. In to sta tudi res naredila. Danes imata drugo zelo uspešno podjetje, tokrat za logistiko. Tako da te zgodbe so različne. Jaz verjamem, da bodo vaše zgodbe tudi nekako tako pravo pot na trg obrale. Mi tukaj v Ruju se bomo trudili, da bomo vsakemu posebej nekako nudili res pravo podporo za uspešen prehod na trg. Najlepša hvala tudi vam, doktorica Honzak. Še malo pa jih bomo spoznali, vseh 8 finalnih inovacij. Ampak še prej nam bo predstavnica zmagovalne skupine, ki je prijela rektorjevo nagrado za inovacijo v lanskem letu, profesorica doktorica Marta Klanšek-Bonde, povedala, kako sta jim prijavila na tečaj in kasnejša zaslužena zmaga pomagala na poslovni poti. In kaj se pravzaprav dogaja z njihovo zmagovalno inovacijo tiskarska barva za irreverzibilne temperaturne indikatorje z nizko temperaturo aktivacije. Poprosim. Spoštovani rektor, spoštovana prorektorica, spoštovani prorektor, spoštovana direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, meni je pravzaprav čas, da stojim tukaj. Namreč že lani sem bila prvič popolnoma presenečena, ko je prišla k meni moja študentka, doktorska študentka na biotehniški fakulteti, ki bi morala ta trenutek biti tukaj, ampak bi trenutno upravila tudi zelo pomembno nalogo, ima 3-mesečnega dojenčka Nejca. To pomeni, da bodo novi inovatorji tudi prišli. Prišla je k meni z idejo, Marta, bomo se prijavili na za to idejo. S to idejo mi je že nekaj časa prej težila, nisem si nikoli pravzaprav vzela čas, kaj pravzaprav je tukaj zadnje, kako to ona misle. No, potem, ko smo se začeli pogovarjati, smo ugotovili, da se pravzaprav to da izvesti in potem rekli, da se prijavimo na natečaj, sem nekaj. Pa dajmo, ne? Pa dajmo. No, in potem sem bila v bistvu presenečena, kako je bilo to izvrstno organizirano, kako je Kristina hodila na univerzitetni inkubator, kako je bilo tam za vse poskrbljeno, od tega, kako predstaviti idejo, kako sploh, ne? In moram reči, da sem na začetku rekla nekaj pričaranja, da ne boš bila nagrada. No, in potem je pa to se kar nadaljeval, ker sem referičila, sem pogosto šla zraven in sem ugotovila na v bistvu, kako visokem nivoju to, rečemo, jaz bi rekla, da izobraževanje poteka. Tako da takrat, na samem začetku je bila to totalno odštekana ideja. Ko je Kristina bila v bistvu zelo vztrajna, smo začeli cela ekipa bistveno več delati in takrat, ko je bil finale natečaja, smo že vedeli, da je zadeva res možna in smo imeli v bistvu nekakšen prototip. No, zdaj seveda je stvar že bistveno dal, ne? Zdaj se mi di, ko je Kristina na porodniški, potem pa bo to šlo v realizacijo. No, Kristina me je pa prosila, da preberem tole pismo. Za sodelovanje na natečaju za rektorjevo nagrado smo se odločili iz radovednosti in iz želje po primerjavi naše inovacijske ideje z drugimi. Na začetku smo pridobili specifične znanja, kako
kako je potrebno predstaviti idejo oziroma inovacijo v smislu pomena tehnološke rešitve, kako primerjati svoj produkt s konkurenčnimi in kako opredeliti njegove tržne možnosti. Dobili smo veliko koristnih informacij, preskusili prodajno moč svoje ideje in izpilili njeno predstavitev. Zelo pomembna je bila predstavitev v finalu pred 30-člansko komisijo različnih strokovnjakov. Postavljali so silno zanimiva vprašanja, ki so pokazala tudi nekaj možnosti razvoja naše ideje in nekaj potencialnih trgov, ki jih prej nismo poznali, za kar smo jim izjemno hvaležni. Kljub temu, da smo se prijavili z idejo, ki smo jo želeli preskusiti, imamo že prve laboratorijske vzorce in prototipe, ki bi jih že lahko testirali naši potencialnih opcij. Nekaj zagona za pospešeno delo dolgujemo tudi tem čudovitim spodbudam, ki smo jih dobili pri sodelovanju na natečaju za rektorjevo nagrado. S prvim mestom na natečaju smo na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju dobili tudi svetovanje o različnih problemih pri začetkih podjetništva, o intelektualni lastnini, o formalnostih pri odprtju podjetja, kako narediti uspešen poslovni model in nenehne spodbude k čim prejšnji realizaciji trženja produkta na trgu. Svetovanja opravljajo izvrstni strokovnjaki, s katerimi smo navezali tudi osebne izkušnje. Prva nagrada za najinovacijo rektorjeve nagrade je velika potrditev pravilnosti našega dela, obenem pa tudi spodbud in obveza za delo v tej smeri tudi bodoče, saj uspeh ne sme izostati. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kot smo lahko slišali, se splača vlagati v znanje, v nekaj novega, še nekaj nevidenega, neslišanega in predvsem, kar je najpomembnejše, izvedljivega. Splača se potruditi za tisti wow efekt. Postajavnost vpraša, je to sploh mogoče? Prva inovacija, ki jo boste spoznali, je biotehnološka vzgoja okrasnih in drugih rastlin v zaprtih sistemih. Kako bodo rastline uspevali v takšnih sistemih, bo v imenu skupine spregovorila Julija Ikotin. Prosim. Zdravo, živijo. Moje ime je Julija, z nami še niste vlog. Prihaja iz Akademije za likovno umetnost, jaz sem pa z biotehniške fakultete. Danes vam predstavljam inovacijo, ki se tiče dotika gojenja rastlin v notranjih prostorih. Se pravi, v bistvu, zakaj se gre, a ne, komu je namenjena. Namenjena ljudem, ki imamo pogrešamo stik z naravo, zaradi tega, ker živimo v velikih mestih, veliko delamo in imamo veliko časa. Predvsem se z rastlinami pa pogosto soočamo tudi z različnimi težavami. Predvsem, kot sem omenila, nimamo veliko časa, pozabimo zalivati, zalijemo preveč ali pa se nam naredi zaradi tega umazanje. In potem, ko pogledamo rastline, v bistvu niso namenjene vzgoji na notranjih prostorih. Predvsem zato, ker prihajajo iz zunaj. In jaz pa sem biotehnologinja in se ukvarjam z rastlinami iz laboratorija. To so rastline, ki so v bistvu namenjene notranjim prostorom. So vzgojene s posebno tehniko in so posejene v hranilni gel, ki zagotavlja rastlinam uspešno rast. Če jih v bistvu te rastline so ves čas v zaprtih prostorih oziroma v zaprtih posebnikih in nimajo stika z okolico. Zato sem jaz, ko sem pozvala te rastline, razmišljala, kaj če bi lahko to tudi uporabili mi doma, oziroma bi s tem okrasili svoje prostore, pisarne in tako naprej. In v bistvu sem že iskala rastlino, ki bi mi dala tudi neko tako estetsko vrednost, in seveda to je vrtnica. Prvič sem preizkusila to idejo v bistvu z vrtnico, z njo sem mogla razviti poseben gel oziroma sestavo tega gela, da lahko uspešno raste in nisem bila prepričana, da mi bo uspeli. A bo res zacvetila, ker v bistvu do zdaj uporabljamo rastline bolj v fazah vegetacije, prav v zeleno in ne kot namene za okras. Se pravi, takoj v bistvu sem že dobila prve rezultate. To je vrtnica, ki je ves čas rasla zaprta v laboratoriju in je tudi po enem mesecu sedela. Zdaj sem potem razmišljala, kako lahko to naredim tudi tako, da bo estetsko privlačna, da bo ta vrtnica prišla do izraza, kar je vdihnila Vesna. In to je bolj sofisticirana rešitev, kako bi lahko vključili te rastline, to je recimo orhideja. Lahko tudi postavimo druge rastline, naredimo kompozicije, s tem okrasimo naše prostore, pisarne, ali pa vključimo to v notranje pohištvo, naredimo zelene stene in
Še zadnja rešitev je pa namenjena otrokom, ker lahko otroci opazujejo rast semen oziroma razvoj korenin. Zdaj še čisto za konec, to je pa slika od NASA za odprte razstave, prikazuje zvezde galaksij v obliki vrtnice in lahko se vprašamo, če je ta tehnologija tudi primerna za vesolje. Hvala. Krasno je Renato, hvala lepa Julija. Veseli pa vabim Tima Lepa, ki bo v imenu naslednje podjetniške skupine predstavil inovacijo z naslovom Limpay. Omenjena storitev uporabnikom olajša in skrajša postopek spletnega nakupa. Lepo pozdrav vsem skupaj v imenu ekipe Limpay. Torej, sem Tim Lep, z mano sta v ekipi tudi Blaž Tač in Luka Toni in pa tudi mentor Primož Zupan. Torej, kaj je Limpay? Limpay je spletna storitev, ki uporabnikom olajša in skrajša postopek spletnega nakupa. Nakup lahko z njo opravijo v pičnih 20 sekundah preko klikanja, pri tem pa jim ni potrebno vnašati osebnih podatkov. Torej, predstavljamo si situacijo, ko na Facebooku zagledamo objavo, čokoladnica objavi svoj izdelek, ki ga ni mogoče kupiti v navadni trgovini. Poglejmo si, kaj so ključni koraki za naš spletni nakup. Kot prvo, gremo na spletno stran čokoladnice in tam izberemo želeni izdelek. Temu sledi prenos izdelka v košarico in potem pregled košarice. Na to se moramo seveda registrirati, vnesti moramo osebne podatke in podatke o dostavljenem naslovu. Seveda moramo izbrati tudi način dostave in tudi način plačila. V tem koraku pa navadi vnašamo številko kreditne kartice in ostale pomembne podatke in šele s tem se dejansko nakup zaključi. Kot vidimo, gre za enostaven nakup, vseeno pa je potrebnih kupica korakov. Uporabniki to zaznajo in veliko uporabnikov se v tem procesu izgubi. Dejansko se kar 2/3 uporabnikov v tem primeru ne bi odločilo za nakup, saj jim je proces predolg oziroma jim ne ponuja ustreznih plačilnih metod. Ampak imamo rešitev. Spletna čokoladnica, ki redno objavlja svoje izdelke na Facebooku, tokrat k sliki doda z naše strani generiran link. Kupci nato s klikom na link, kupci se zato s klikom na link odpre novo okno, v katerem se izberejo njim željeno plačilno metodo. Recimo, da izmed vseh opcij tokrat izberejo mobilno denarnico Hale Wheels. Za potrebe te denarnice morajo vnesti telefonsko številko in ji dodati tudi varnostno PIN kodo. Nato se jim avtomatsko prikaže njihov dostavljeni naslov, ki ga potrdijo ali spremenijo, in ko transakcijo potrdijo še v aplikaciji Hale Wheels, je nakup zaključen. Naša rešitev se umešča med segmenta B2B in B2C. V zameno za mesečno nadomestilo oziroma provizijo segmentu B2C omogoča enostavno spletno nakupovanje brez vnašanja podatkov na katerikoli spletni strani. Po drugi strani pa se pri segmentu B2B osredotočamo najprej na manjše spletne trgovine in dobrodelne organizacije, kasneje pa imamo namen v igro vključiti tudi vse ostale večje igralce. Vsi verjetno poznate koga, ki se v prostem času ukvarja se kakšno dopolnilno dejavnostjo, recimo da izdeluje unikatni pakit, ki ga nato prodaja preko Facebooka ali improvizirane spletne trgovine, ki nima boljše uporabniške izkušnje. No, naše poslanstvo je ravno tem, ki nimajo časa razmišljati v infrastrukturi, omogočiti rešitev, ki bo enostavna in bo še naprej spodbujala njihovo podjetniško inicijativo. S tem, ko gre dobro njim, gre dobro tudi nam. S tem pa dejansko že od samega začetka začrtamo pot k nekemu družbeno odgovornemu ravnanju, ki dejansko večja blaginja vsem trem deležnikom, tako kupcem, podjetjem, kot tudi državi. Najlepša hvala. Tim, hvala tudi tebi. Pozornosti vreden je zagotovo tudi dišeči modni metod, ki ga bo v imenu skupine predstavil Jernej Švarc. Ime inovacije zveni mamljivo, zato poslušajmo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Inovacijo, ki vam predstavlja danes, gre za nadgradnjo že obstoječega izdelka in sicer modnega metulja za aplikacijo Dišav. Sam se oblikovalnim metuljem ukvarjam še nekaj časa in v nekem iskanju novih rešitev idej, kaj ponuditi na slovensko tržišče, še zaenkrat se je rodila ideja o dišečem metulju. Metulj, ki bo med nošenjem sproščal vonj. Sam izdelek smo razvili na Naravoslovno-tehniški fakulteti
fakulteti, kjer so imeli pomoč prisluščeni člani in sicer danes je še večji nasilnik, ki se ukvarja z strokovnjaki na področju mikrokapsul in materialov. Rašel vas se ukvarja z aplikacijo različnih substratov na različne materiale in je zadolžena za tisk, ter Boštjan Šumiga, ki je na moji desnici. On nam je izdelal posebne mikrokapsule, katere smo aplicirali na izdelek. Mikrokapsule gre za mikronske kroglice, ki vsebujejo neko eterično olje. Pod pritiskom pa ovojnica te mikrokapsule poči in začne se sproščati vonj. Tako smo na metulja aplicirali mikrokapsule v obliki ozvočnih dišečih vtisov, da jih večji del vgradili tudi v sam metulj. Želeli smo, da se mikrokapsule oziroma vonj sprošča dolgotrajno, ter s tem vplivali tudi na intenziteto sproščenega vonja. Uporabnik tako metulja, preden ga aktivira, oziroma na mikrokapsule deluje strižno silo, to pomeni, da mikrokapsula stisne in potegne, potem pritiskom mikrokapsula poči in začne se sproščati vonj. Koncentracijo sproščenega vonja si lahko ravnava sam. Metulj ima tudi prednosti, oziroma glede na osebnost mikrokapsule, lahko metulji delujejo tudi kurativno in aromaterapevtsko, predstavljajo popolno novo nošenje parfumov. Vemo, da nekateri so zelo dobijo kožne alergije na koži, oziroma se vonj zaradi pH ne razvije vedno tako, kot si želimo. Tehnologija predstavlja posebno inovacijo tudi v tem, ker so mikrokapsule narejene iz naravnih materialov in ne dražje kože. Natisnjene so na sam izdelek, torej so stran od kože in tudi vonj se razvije lahko zgodaj do spodne note. Ker gre za polno inovacijo, tako na slovenskem kot tudi na svetovnem tržišču, smo izdelali še zaščitili s patentom. Lansirali ga bomo na slovensko tržišče pri vseh ponudnikih naših izdelkov, ki jih že imajo v trgovinah, predvidoma letošnjo jesen. Kasneje pa bomo uspeli tudi na svetovno tržišče. Hvala lepa. Ko začne sanje pripovedno zvoliti, nam običajno to ni všeč in si želimo, da bi ostalo sveže dlje časa. Verjetno ali ne, naslednja podjetniška skupina je našla rešitev tudi za to težavo. Gospodinjski pripomoček, ki zavira zvrejene klimateričnega sadja, bo predstavil Andraž Zvonar. Pozdravljeni, rad se vam zahvalil za to priložnost. Če približno veste, ste vedno mislili, koliko sadja oziroma hrane zavržemo vsako leto. Torej, po svetu vsako leto zavržemo kar 1,6 milijarde ton sadja. Oziroma se počem hrane. Tega je kar 572 milijonov ton sadja. Gre za to, da bližje kot je sadje končnem kupcu, večji ima vpliv, tako finančni kot tudi večji vpliv na finančni vpliv, kot večji vpliv tudi na naravo. Opazili smo, da večina sadja, ki lahko najdemo na naših prodajnih policah, oziroma na koncu unije zaradi istega vzroka. Ker zato na sadju daja plin, ki povzroča zrenje. Torej, ugotovili smo, kako zadevo rešiti. Naš izum oziroma izdelek je blazinica velikosti 6x6 cm, ki preprosto odložimo v bližini sadja, da pa zavera zrenje. Kako pravzaprav naša blazinica deluje? Lahko bi podobno zadeva deluje, recimo, podobno princip, kot silika vrečke. Vložimo jih v bližino izdelka, ki ne želimo, da je postal vlažen. Torej, kontroliramo vlažnost zraka. Podobno deluje naše blazinice. Le da namesto vlažnosti kontrolirajo vsebnost plina, ki je v bližini našega sadja. Tako z blazinicami ne delujemo neposredno na sadje, zato naše blazinice nimajo nobenih stranskih učinkov. Menimo to zelo pomembno, saj zadnje čase izredno velik poudarek na naravo ter na ekologijo se počujemo. Da nima nobenih stranskih učinkov. Recimo z bananami, ki so eden, ki se sadežev, ki recimo spremenijo izgled. Kot drugi sadeži z uporabo naše blazinice ne spreminjajo se izgleda. Banane, če jih ne sredujemo z blazinicami, recimo ostane sveže 1-2 tedna. Z blazinicami najmanj 1 mesec. Če se gledamo dve slike, banane smo hranili z blazinico in brez. Banane brez blazinice so se imeli približno 2 tedni. Kot vidimo, banane primer spremeni svoj ulog, vendar je sadež v trajnosti popolnoma svež. To je izjemno, večina sadja ostane popolnoma enake, kot recimo jabolka, hruške, ostane popolnoma enake, da nam pa lahko dobro demonstriramo, kako naš izdelek deluje. Najlepša hvala za vašo pozornost, če imate kakšne bolje vprašanje.
se bomo dosegnili v našem imenu naslovu. Najlepša hvala za vašo pozornost. Draž, hvala lepa. Piezoelektrično deformabilno zrcalo je naslednja inovacija, ki jo bo v imenu skupine predstavila Teja Kozel. Za kakšno zrcalo vem? Poslušajmo. Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu naše ekipe. Naša inovacija je tanko publiko zrcalo, ki ima na zadnji strani 4 elektrode. Zdaj se spremenjene napetosti na teh elektrodah, lahko zrcalo pravilno krmilimo. To pa nam omogoča sočasen nagib zrcala v obeh oseh, ter pa tudi njegovo pogibanje. Zdaj, kje se pa lahko to uporablja? Naše zrcalo je pomožno uporabiti v različnih aplikacijah. Ena izmed teh recimo so slikovne aplikacije v namene optične stabilizacije slike in pa izredno hitrega ostrenja. Zdaj, druga taka aplikacija bi bila lahko recimo 3D vodenje laserskega žarka. Kot lahko vidite na posnetku, smo demonstrirali izredno hitro in pa natančno vodenje laserskega žarka po območju velikosti debeline človeškega lasu. V skladu s tem lahko tudi povem, se malo pohvalimo, smo z našim izdelkom že sodelovali na mednarodnem tekmovanju Texas Instruments Innovation Design Challenge, ki smo v hudi mednarodni konkurenci izmed 320 ekip iz 187 različnih držav univerz osvojili prvo mesto. Zdaj, v celoti imamo že razlico in izdelano prototipno serijo našega zrcala, imamo izdelano vso krmilno elektroniko in pa tudi imamo vso infrastrukturo, ki jo potrebujemo za serijsko izdelavo naših zrcal. Inovativna tehnologija izdelave pa nam omogoča, da izdelamo naše zrcalo po znatno nižji ceni in sicer kar 10-krat nižji od naše konkurence. Kar se pa tiče trga, pa lahko povemo, da so optične industrije trenutno v strašnem porastu. Projekcije trga to pokažejo, da bo trg iz trenutnih 350 milijard evrov letno do leta 2020 narastel na kar 650 milijard evrov letno. Tako da imamo tudi tukaj velik potencial. Zdaj pa da predstavimo še našo ekipo. Zdaj še en slide. Vodja naše ekipe je Jaka. Vodja naše ekipe je Jaka. On trenutno svoje znanje optike in pa snovanja optičnih sistemov nabira v tujini, prevzel pa tudi glavni del razvoja. Pomagamo bo Marko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in bo prevzel razvoj elektronike in pa krmilnih in pa vatenske tehnologije. Razvoj vgradne in računalniške programske opreme bo prevzel Jan, sama bom poskrbela za organizacijo dela, vsa administrativna dela in predvsem, da bo delo lažje potekalo. Hvala. Teja, najlepša hvala. Pred nami je predstavitev inovacije, ki posega na farmacevtsko področje. Nosi ime Supralag. Dejan Amešič bo v imenu skupine pojasnil, kaj se skriva v jedru tega imena. Lepo prosim. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Dejan Amešič in danes vam predstavim našo inovacijo Supralag. Pripričan sem, da smo se že vsi srečali z zdravili na takšen ali drugačen način. Vendar sem še hkrati bolj pripričan, da se vsi zavedamo učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravila. Vsako zdravilo je sestavljeno iz zdravilne učinkovine in pomožne snovi. In pomožna snov je ključna za izdelavo farmacevtske oblike in vpliva na funkcionalnost same zdravilne učinkovine. Danes farmacevtska industrija teži k hitri, učinkoviti in enostavni izdelavi farmacevtskih oblik. In če se tukaj omejim na področje tablet. In direktno stiskanje ustreza tem zahtevam. Saj za izdelavo tablet potrebni samo 2 stopnji. Za uporabo direktnega stiskanja pa so potrebne posebne pomožne snovi. To so gonila. In laktoza je najpogostejše gonilo danes na trgu. Saj je prisotno več kot 70% tablet. Na trgu obstajajo številni tipi laktoze za direktno stiskanje, da se še vedno obstajajo težave s trdnostjo, porušljivostjo tablet in zagotavljanjem enakomernostjo vsebnosti same zdravilne učinkovine v tableti. Vendar mi smo razvili nov tip možne snovi, razvili smo Supralag. To so sferični aglomerati laktoze, ki imajo bistveno izboljšane lastnosti v primerjavi s konkurenco, kar zagotavlja bistveno boljšo kakovost samih tablet. Hkrati pa je sam proces izdelave teh
te pomožne snovi, teh delcev, krajši in relativno enostavnejši kot konkurenčni. Tako, na ta način imajo bistveno prednosti vsi trije deležniki, kot so proizvajalci pomožnih snovi, ki lahko na ta način naredijo boljšo pomožnost v krajšem času, farmacijska industrija, ki se lažje odloči za direktno stiskanje in na ta način naredi bolj kakovostno zdravilo in tudi v hitrejšem času, in kar je še najpomembneje, pacient, ki dobi bolj kakovostno zdravilo po potencialno nižji ceni. Trg laktoze je globalen. Na letni ravni se proizvede več kot 120.000 ton laktoze na leto in ta številka vsako letno raste. In tako je vrednost trga ocenjena več kot $500 milijarde. Naše inovacije smo patentno zaščitili in cilj je, da jo prodamo oziroma licenciramo globalnim proizvajalcem pomožnih snovi. Razvoj te inovacije ne bi bil možen brez naše izjemne ekipe. Na moji levi asistent oziroma docent dr. Ilija Ilič, na to asistent dr. Zoran Laurič in profesor dr. Mišek, s katerimi smo skupaj razvili našo inovacijo. Kot farmacevti vsakodnevno vplivamo in izboljšujemo življenja ljudi in ta naša inovacija je še en delček v tem muzeju. Hvala lepa. Dejan, najlepša hvala. Od zdravil pa zapestnici za izboljšanje osebne varnosti, ki starejšim omogoča samostojno in aktivno življenje. Inovacijo po imenu podjetniške skupine predstavil Simon Rekanovič. Pozdravljam. Moje ime je Simon Rekanovič in sem ustanovitelj in vodja projekta Viverius. V zadnjem letu smo razvili uro, ki bo kot nek posebni skrbnik približala današnjo tehnologijo starejšim in jim tako omogočila samostojno in varno življenje. Na fotografiji je moj oče. Pri 76 letih je izredno aktiven. Rola, drsa, smuča, vse posodje. In ker živimo ločeno, je edini način, da ga preverjam, te ga vsakega časa pokličem. To načelno dela večina ljudi na svetu. No, ta način se je pred enim letom izkazal za izredno neuporabnega. Mojega očeta je prizadel hud infarkt. To se zdaj došli, ko so mi klicali iz bolnice. Čeprav uporablja starejši prilogen mobilni telefon, ga je le s težavo uporabljal in nekako poklical pomoč, ker pa je bil doma sam, tega nihče ni storil namesto njega. Prvič tako javno predstavljamo naš projekt Viverius, pametno uro za starejše. Uro, ki bo spremenila neko osebno varnost starejših, ki popolnoma spremenila, ko pogledamo na uporabo mobilnega telefona za osebno varnost starejših. Kombinacija pametnih algoritmov, senzorjev za zaznavanje vitalnih funkcij in gibanja omogoča popolnoma samostojno iskanje pomoči, popolnoma samostojno obveščanje skrbnikov in celo iskanje nujne medicinske pomoči. Izdelek pa ne zahteva nobenega znanja v uporabi. Na fotografiji je naš zadnji prototip. Dodane funkcije oziroma dodatne funkcije, kot so spremljanje dementnih begavih pacientov, povezovanje telemedicinskih naprav, možnost spremljanja in celo napovedovanje zdravstvenih stanj, pa našemu izdelku dajeta unikatno vrednost. Konkrečnih projektov je zelo malo, trenutno smo edini, ki smo že od vsega začetka vključevali mnenje zdravnikov in tako že predvidevali medicinske indikacije. Naši kupci so ljudje, ki niso tudi uporabniki in sicer so stali od 20 do 40 let, torej ljudje, ki že sedaj zelo veliko dajo na razno wearable device trg in tako naprej. In če gledamo v samem grafu, vidimo, da bodo dosljive naprave do leta 17-18 presegli že 150 milijonov enot na leto. Izdelek bomo ponudili brezplačno popravljeno, naredili in tako naprej. Zaslužek pa se poravlja pri članarinu. In sicer bo vsak posameznik lahko zadevo najel, ampak neko naročino kot članarino. Potencialna donosnost takšnega projekta je po tem vzorcu od nekaj 1000 evrov takoj skočila na več milijonov evrov. Mogoče tu za omembo, da smo kakovostne ideje prej preverili že tudi v tujini. In sicer tam sodelujemo bolj intenzivno. To je samo nekaj od imen ljudi, s katerimi se pogovarjamo. In prepričani smo, da je pomembno, da v Sloveniji predstavimo ta projekt prednega, kot že kaže, kot zame tujina. Pa da podamo še eno stvar, ki je vedno rada pomembno. Tisti, ki so dovolj mali, da mislijo, da lahko spremenijo svet, so običajno tisti, ki ga. In pa nekaj razmislite. Ko boste naslednjič govorili s kakšno starejšo, šepkejšo osebo, ali pa se vam enostavno bližnji ne oglasi in da smo sprejeli, kaj se z njim dogaja. Pomislite, da ste mogoče danes videli izdelek, ki bo popolnoma spremenil, ko gledamo na mobilno telefonijo, na osebno varnost in na vrednote družine. Hvala. Hvala lepa, Simon.
Sledi še predstavitev zadnje današnje inovacije, ki bi lahko znatno podaljšala življenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in tudi izboljšala kakovost njihovega življenja. Zaviralce butyrilkolinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni bo predstavil član skupine dr. Boris Brus. Moje ime je Boris Brus in danes vam bom predstavil inovacijo, na kateri smo skupaj z številnimi ostalimi sodelavci na fakulteti za farmacijo trdo delali v zadnjih 4 letih. In sicer mislimo, da smo odkrili spojino, ki je sposobna lajšati simptome Alzheimerjeve bolezni tudi v poznih stadijih. Alzheimerjeva bolezen je huda nevrološka motnja, povzroči odmiranje možganov. Začne se zelo nedolžno za blago izgubo spomina, stopnjuje pa se vse do te mere, da so pacienti nezmožni skrbeti sami zase. Bolezen predstavlja resen zdravstveni problem. Število pacientov se zaradi staranja populacije konstantno povečuje. Trenutno imamo sicer na voljo 3 zdravila, ki so sposobna lajšati simptome. Njihov problem pa je ta, da so učinkovita samo v začetni fazi bolezni. Po 2 letih pa njihov učinek praktično povsem izmeni. Poleg tega pa imajo tudi številne stranske učinke, kar omejuje njihovo rabo. Kljub tem slabostim pa je prodaja v letu 2015 znašala $5 milijard. In številke pričakujemo, da bo ta prodaja z leti seveda še rasla. Na fakulteti za farmacijo smo se osredotočili na tarčo, ki je udeležena v poznem stadiju bolezni. To je encim butyrilkolinesteraza. Glavna prednost te tarče je, da lahko z delovanjem na njo lajšamo simptome tudi v poznem stadiju bolezni, takrat, ko obstoječa terapija ni več učinkovita. Poleg tega pa smo dokazali, da z delovanjem na tak encim ne povzročimo stranskih učinkov. Odkrili smo spojine, ki se izjemno učinkovito vežejo v ta encim in zaostavijo njihovo delovanje. Na fakulteti za farmacijo odkrivamo nove spojine že v zadnjih 60 let in lahko rečem, da še nikoli nismo odkrili nekaj tako aktivnega, kot je prikazano na tej sliki. Te spojine res v minimalnem obletu povsem zaostavijo delovanje tega encima. Glavna prednost teh spojin je torej, da lahko delujemo oziroma lajšamo simptome v pozni fazi, to brez stranskih učinkov. Nismo se ostavili samo pri delovanju na tarči, šli smo še korak dlje. Dokazali smo, da spojina ni toksična, da uspešno pride iz krvi v možgane, kjer ima mesto delovanja. Kar je pa še najbolj pomembno, spojine smo preizkusili tudi v mišjem modelu Alzheimerjeve bolezni. Miškam s simptomi Alzheimerjeve bolezni smo inicirali določen odmerek naših spojin in simptomi so praktično povsem izginili, kar je seveda velika prednost teh spojin. Se pravi, spojine delujejo tudi in vivo na mišjem modelu Alzheimerjeve bolezni. Odkrivanje zdravilnih učinkovin je dolg proces. Od samega začetka do prihoda zdravila na trg lahko menimo tudi 12 let. In to dobo lahko drugom razdelimo na 2 faze. Predklinična faza, kjer so vsi poskusi na laboratorijskem nivoju, in klinična faza, to so poskusi na ljudeh. Z našimi spojinami smo praktično povsem zaključili predklinični del in mislimo, da so sedaj naše spojine primerne za preizkušanje na ljudeh. Farmacevtska industrija vrednoti predklinično fazo nekje na $300 milijonov, medtem ko so klinične faze še seveda veliko dražje. Zato smo sprejeli odločitev, da naš patent oziroma našo inovacijo predamo naprej. Že smo vložili slovensko patentno prijavo in Univerza v Ljubljani je to patentno prijavo sprejela pod svoje okrilje in trenutno skupaj s slovenskim patentnim uradom pripravljamo tudi PCT. Naši ciljni kupci so vsa podjetja, ki razvijajo učinkovine za Alzheimerjevo bolezen, teh je v tem trenutku več kot 100 in k njim nameravamo pristopiti preko agentov, preko ljudi, ki imajo dobre povezave z temi podjetji. Glede na izkušnje kolegov iz tujine pa lahko rečem, da se podobne zgodbe, torej spojine s končano predklinično fazo, prodajo za več kot $10 milijonov. Cilj nas farmacevtov je podaljšati kvalitetno življenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in mislimo, da lahko naše spojine to tudi omogočimo. Hvala. Naj se podelitev rektorjeve nagrade za inovacije Univerze v Ljubljani v letu 2016 začne. Podeljevalce nagrad prosim, da se mi pridružijo. Nagrade najboljšim bo skupaj z direktorico Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, doktorico Lidijo Honzak in prorektorico Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Tanjo Mihalič, podelil rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svečnik.
Tretje mesto in s tem rektorjevo nagrado za inovacijo v višini 1000 evrov prejme inovacija Supralak in člani podjetniške skupine Dejan Mišič. Še en raz, prosim. Drugo mesto in s tem rektorjevo nagrado za inovacijo v višini 2000 evrov prejme inovacija. Zaviralci uterili kolinesteraze za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni in člani čaka nas še prvo mesto. Kdo je najboljši? Si upate ugibati? Prvo mesto in rektorjevo nagrado za inovacijo v višini 3000 evrov prejme inovacija piezoelektrično reformabilno zrcalo. Fakultete za zdravništvo in Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Še enkrat iskrene čestitke, spoštovani inovatorji. Skupaj z listino in denarno nagrado so inovatorji na prvih 3 mestih kot doktorico Lidije Honzak, direktorice Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, prejeli še vrednostne bone za njihove storitve v vrednosti 1000 evrov. In ker je pomembno sodelovati, bomo nagradili tudi ostale superfinaliste. Preostalih 5 finalnih inovacijskih skupin prejme vrednostne bone za storitve Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja v znesku 500 evrov. Nagrade naj lepo prosim prevzamejo predstavnickih skupin in sicer Molja Jakopin, Tim Lep, Jernej Švarc, Andraž Zvonar, in Simon Rekan.